Kdaj sem jaz začela ženske skoke bolj pozorno spremljati? Leta 2014, prva zmaga v svetovnem pokalu. Čigava je bila? Vaša. Beda moja. Vaša, spoštovana Špela. Dobrodošli v novi epizodi Ljubno podcast. Danes imam veliko čast in je z mano gospa predsednica Nataša Pirc-Musar. Pozdravljeni. Pozdravljeni Špela, dobrodošli v predsedniški palači. Najlepša hvala za vašo gostoljubnost in da ste si vzeli čas. Z veseljem. Zelo ste strastna navijačica, vedno ste nas podpirala na tekmi na Ljubnem. Drži. Ste uživala na Ljubnem? Jaz uživam na čisto vsaki športni tekmi. Z največjim veseljem seveda podpiram ženski šport kot navijačica in se mi zdi, da če kot predsednica pridem na eno takšno tekmo, je seveda podpora z najvišjega vrha države tista, ki jo športnice in obiskovalci cenijo, ampak tega ne delam samo zaradi tega, ker bi mi bila to, obveznost ali dolžnost, daleč od tega mi je velik užitek navijati za čisto vse slovenske športnice in športnike. Ja, vam moram kar povedati, da ko prijete na tekmo... Imate tremo? Skakavke? Nimamo treme, ampak smo ponosni, da ste si vzela čas in ogledala našo tekmo, tako da vam moram povedati, da smo zelo ponosni. Tudi letos pridem. Že vnaprej povem. To je bil eden izmed vprašanj, hvala, ki ste odgovorili. Kako se pa sicer počutite prav na Ljubnem? Se vam zdi, da so tam gostoljubni, da lepo poskrbijo, ne samo za vas, ampak nasploh kot organizatorji? Absolutno da. Na katerikoli prireditvi v Sloveniji sem bila, vedno se je pokazalo, kako zelo dobri organizatorji smo, kako z dušo in srcem se lotimo takšnih projektov, biti najboljši organizatorji, pokazati svetu, da Slovenija je športna dežela, da znamo in zmoremo. Predvsem pa mislim, da se to čuti tudi po obisku navijačev. Vedo, da bo v Sloveniji tekma organizirana na vrhunskem nivoju, da bo poskrbljeno tudi za njih. Ljubno ni prav nobena izjema. Če imam prav in mislim, da imam, je največ gledalcev na ženskih skokih, ravno pri nas v Sloveniji na Ljubnem. Res je prav zanimivo, ne glede na to, kakšen rezultat dosegajo punce, ljudje vseeno pridejo. Se mi zdi, da prav ta majhnost, ki jo imamo kot Slovenija, kot država, da se znamo skupaj stopiti in nekako dati ta srce, to ne vem. Če kje znamo to v športu. Ja, tako. Ja. Imamo eno tako športno dušo, ne samo med tekmovalkami in tekmovalci, ampak tudi navijači. No in meni kot predsednici je zagotovo to športno navijanje ljubo še iz enega razloga, namreč tam smo pa vsi tako enotno pod to slovensko zastavo kot na nobeni drugi temi. In je res užitek gledati to navijanje, to enotnost, ponos na športnice in športnike in na slovensko zastavo. Predvsem na tekmah mednarodnega nivoja, svetovnega ali evropskega, se pokaže, kako zelo dihamo z športnicami in športniki. Jaz seveda zelo goreče. Se moram včasih kar malo nazaj držati. Kako pa je takrat, ko mogoče našim športnikom ne gre najbolje? Vidite, to pa je ena od stvari, ki jih sama kot nekdanja športnica seveda zelo dobro poznam. Vem, kakšni so občutki v športniku, športnici, ko mu ji ne gre. In takrat je podpora navijačev še toliko bolj pomembna. Morda se tega Slovenci kdaj ne zavedamo dovolj, da je treba ravno v trenutkih, ko športniku ne gre, pokazati neko moč, energijo, neko spoštovanje do tega, kar športnice in športniki počnejo. Vsi se zavedamo, kako veliko truda je vloženo v to, da prideš do uspehov. In vsi se pa moramo zavedati, da tako kot je v življenju, tudi v športu, so vzponi in padci. Ko je padec, je za športnika ali športnico
seveda hudičevo težko. Pričakovanja slovenske športne javnosti so vedno velika. Jaz vem, da je to enormno veliko breme za vsakega vrhunskega tekmovalca in tekmovalko. Ampak želela bi si, da bi se v trenutkih, ko športnikov in športnici ne gre, vendarle zamislili in ne bili toliko kritični, kot nekateri znajo biti. Res je, da so to v glavnem kakšni anonimneži, ki se skrijajo pod plašč anonimnosti na internetu in so takrat najbolj pametni in vse vedo več od vseh trenerjev tega sveta. Ne tega početi. Takrat je treba dati energijo, tudi z navijanjem, stisniti pesti, dati dodatno spodbudo. Jaz se recimo zelo, zelo spomnim ene tekme na Evropskih olimpijskih mladinskih igrah v Mariboru, kjer so slovenski fantje tekmovali v trojkah in jim ni šlo. In so sedeli tam kot en kup nesreče. Ljudi so hodili mimo njih, jaz sem se pa ustavila, se usedla na tla pred njih in sem rekla, fantje moji, bila sem v športu, vem, kako je, ko ne gre, ampak če se zdaj ne boste zbrali skupaj, še imate tekme, s tem brez veze, da ste sploh na tekmovanju. Iz nemoči, iz izgub se potegne lahko največ. Pa takrat je seveda tudi največ energije. In so me poslušali, tiho, in potem so se vsi trije nasmejali, se rekam, fantje, gremo zdaj. Na novo zmago, če ne bo šlo zdaj, na naslednjo, če naslednjič ne bo šlo, bo nova priložnost. In tako je treba v športu razmišljati in tudi v navijanju je treba tako razmišljati. Jaz mislim, da imam prav. Ja, se popolnoma strinjam. Bi mogoče rekla, da lahko iz športa potegnete veliko usporednic, mogoče tudi za vaše delo oziroma z vsemi stvarmi, ki se vi ukvarjate. Seveda se dajo potegniti kakšne paralele, ampak o politiki danes ne bova govorili, ker se mi zdi, da ta podcast ni ravno primeren za to. Lahko pa potegneva eno temo, ki je meni zelo ljuba, in sicer enakost spolov. Politike je izjemno težko priti na visoko pozicijo, nešteto enih ovir. Ampak tudi v športu opažam, da ni vedno vse tako, kot bi si želela zdaj kot predsednica, da je. Zadnja zgodba, ki sem jo slišala iz vašega športa, me je prav razjezila in si lahko mislim, da če bom kdaj srečala koga, pa zagotovo ga bom od funkcionarjev FIS-a, da ne bom prav nič diplomatska, ko bom opozorila na to, da ni prav, da so nagrade na tekmovanjih za ženske in moške tako zelo različne. Še vedno se nekako moramo zavedati, da morda ženski šport ni toliko marketinško zanimiv in, bom rekla, donosen, kot je moški šport, ampak vseeno, da dekleta za zmago v kvalifikacijah dobite gel za tuširanje in brisačo, fantje pa 3000 evrov, prostite, ni prav. Ni prav in jaz mislim, da so nekateri organizatori to že prepoznali in so na naslednjih tekmah obljubili, da bodo to popravili. Prav je tako in tako mora biti. Skratka, če želimo, da bodo navijači in športnice bolj srečni, bolj zavzeti, bolj zagrizeno tekmovali za to meni tako zelo ljubo slovensko zastavo ali pa navijali pod to slovensko zastavo, se dajmo potruditi malce bolj, da bomo dekletom dali vsaj približno enake možnosti za napore, ki jih vlagajo v katerikoli šport. In sem prepričana, da v skokih, to se vi veliko bolje poznate od mene, so napori na treningih in volja in energija ravno tako enormno veliki kot pri fantih. Pri dekletih ni po mojem čisto nič drugače. Tako da vsi skupaj se moramo potruditi, da bodo vsaj približno enake možnosti politiki, športu, kateremkoli družbeno, politično pomembnem področju. V bistvu veliko krat se pozabi, da dejansko vložki so enaki. So. Oziroma iz svojih izkušenj lahko povem, glede na to, da sem bila ena izmed prvih, ko se je sploh začelo s svetovnim pokalom, da dejansko smo morali vložiti še več kot mogoče. In to je vedno tako, veste, tudi v politiki, bolj se je treba izkazati. In zdaj, če sodim po sebi, pa po kolegicah, ki so v politiki ali pa na profesionalnem področju, veliko več moramo pokazati, da nas sprejmejo, da dobimo pozicijo. Ampak ne nazadnje, veste, znanje je tisto orožje, ki ima učinke.
jaz s tem nimam težav, da moram veliko študirati, se veliko učiti, prebirati. Na koncu je to nekaj, kar mi nihče iz moje glave ne bo mogel vzeti ven. Ne? In v športu je podobno. Verjetno je treba vložiti celo kaj več, kot morajo fantje. Predvsem je po mojem več odrekanj, več lastnega vložka v to, da prideš do neke takšne pozicije, v kakršni danes, ne vem, ženski smučarski skoki so. V preteklosti je bilo zagotovo breme financiranja za dekleta več na starših in družini kot pri fantih. Ampak upam, da se bo to s časom spremenilo. Je pa to, veste, zgodba, ki ne bo nikoli dokončana. Ženske se bomo vedno morale boriti za svoj prostor pod soncem, opozarjati nase. Ampak jaz to vzamem v zakup in to z največjim veseljem počnem. Včasih malce hudomušno, včasih pa tudi malce bolj resno. Lepo. Sama ste se tudi ukvarjala s športom. Kako to, da ste se odločila takrat za rokomet? Rokomet je bil izjemno pomemben v mojem rojstnem mestu, v Kamniku. Tam smo imeli v osnovni šoli učitelja telovadbe, ki je bil goreč rokometaš in je novačil za kamniški rokometni klub svoje učenke. Okay. Na osnovni šoli jaz sem bila ena teh, ki je seveda začela v Kamniku, v kamniškem klubu. Tudi takrat je bilo, veste, to, kar Slovenija ima, ne? Je to razvito šolsko tekmovanje v različnih športih, ki je izjemen bazen za kasnejše talente in vrhunske športnike. In rokomet je bila moja druga športna ljubezen. Jaz sem najprej začela sicer z lokostrelstvom. Okay. To so pa taborniki v Kamniku to lokostrelstvo pripeljali in sem bila republiška mladinska prvakinja v lokostrelstvu, že ne vem, kjerga leta nazaj. In potem tam nekje 6., 7., 8. razred sem pa že zelo intenzivno trenirala rokomet. Ko sem šla v srednjo šolo, sem dobila povabilo za treniranje pri Olimpiji, torej sem na nek način otrok Olimpije in celo srednjo šolo trenirala rokomet v Ljubljani. Potem sem se pa odločila, da toliko dobra nisem nikoli bila, da bi šport bil moj poklic. Tudi nisem se odločila za študij na fakulteti za šport, recimo, sem se odločila vendarle za pravo. Okay. In potem rokomet počasi opustila. No, pa ali pa prišel bowling, to pa na stara leta. Bowling se pa lahko igra dokler ti roke in noge služijo. Ne? Ampak potem pomeni, da ste zelo tekmovalna. Ja, to pa je nekako... A veste, da v bistvu športnik ne moreš biti, če nimaš tega tekmovalnega duha v sebi. A ne? Poleg tega je pa pomembna še ena stvar, disciplina. Jaz sem v bistvu zelo discipliniran človek pri stvarih, ki me zanimajo. Ne? Zdaj si tekme malo manj disciplina popušča, se smo verjetno vsi dokaj enaki v tem, ampak ja, izjemna tekmovalnost, izjemna fokusiranost na cilj, ki ga želim doseči, pa ne zdaj narobe razumeti. Pri ženskah to včasih izpade kot pretirana ambicioznost, ampak jaz vse opozarjam na to, da ni. Ne? Pač imaš določene želje, kjer je volja, se najde pot. In v športu je to, šport ti da to tekmovalnost, da ti disciplino in to ti kasneje v življenju pride še kako prav. Sem velik pristaš tega, da se mora vsak mlad človek ukvarjati vsaj z enim športom. Vsaj rekreativno. Ne? Zdaj, profesionalno je že zelo druga zgodba, ampak šport je tista prava stvar. Je. No, verjetno imate tudi veliko mirnosti, glede na to, da ste se ukvarjali z lokostrelstvom. Ja, to je pa nekako šah, ne? Sej bowling je zelo podoben. Recimo, bowling lahko primerjamo z lokostrelstvom, strelstvom, tudi na mednarodnih športnih tekmovanjih lahko vidiš tekmovalke tam 40-45. Jaz se spomnim svojega prvega svetovnega prvenstva v bowlingu v Las Vegasu leta 2009, kjer je Slovenija prvič šla na to tekmovanje. Mislim, da je bilo 103 države, so bile takrat, bile smo pred zadnje, samo Bahame smo premagali. To je bila ena taka fina izkušnja. Tam je bila ena Avstralka, ki je bila stara 53 let, postala svetovna prvakinja. Sem si rekla, Marija, ta šport pa je drugačen kot rokomet, drugačen kot skoki, zagotovo. In je primerljiv z lokostrelstvom ali strelstvom, recimo. Ampak, ste pa povedala, smo bile pred zadnje ali ste povedala mesto? 103, ne? Ja. Pri puncah je bilo tako, isto, ko smo tekmovali, nas je bilo 6, pa si bil 5, pa si rekel 5, ne, pred zadnji. Ja. Ne, tle je bilo to je bila res ena taka izjemna izkušnja videti. Se potem je bilo vedno boljše, ne? Mi imamo danes evropske mladinske prvake, evropsko mladinsko prvakinjo, ki je letos osvojila 3. mesto v članski kategoriji na evropskem prvenstvu. Skratka, ta bowling je od leta 2009 v Sloveniji naredil en korak naprej. Ne?
Pa si ta bowling vzamete kot neko sproščanje ali kot neko res tekmovalno stvar? Ko grem na tekmo, ne znam biti sproščena. To je pa še vedno v meni. Ko grem na tekmo, hočem igrati dobro. In ko ne igram dobro, seveda padem v depro. Valjda zdaj premalo treniram, ne gre več tako, kot je šlo včasih. Ampak vsaka tekma v meni vzbudi tisto tekmovalno žilico. Ne morem iti nonšalantno. To preprosto nisem jaz. Tudi če greste mogoče s prijatelji, z družino. To je druga stvar. To je pa hec. Ali je še vedno malo tekmovalnosti? Tam je fino, zato ker sem mnogo boljša od vseh mojih prijateljev, ki grejo z mano na bowling, pa se lahko malo hecam, zafrkavam. Potem izberete tiste prijatelje, ki slabše igrajo. Mislim, te moje prijatelji, ki so moji bowling prijatelji, tam smo pa na treningih skupaj, tisti je pa druga zgodba, tam je pa spet tekmovalnost, rivalstvo. Ampak prijetno. Prijetno, rivalstvo. Ja. V športu je vedno prijetno. Se mi zdi, da v skokih to še posebej opažam. Da in med fanti, in med dekleti, ta povezanost v ekipi, mi je vedno bilo tako prijetno gledati, res prijetno gledati. Ena taka mini družinica, ki drži skupaj. In nikoli nisem začutila, da bi bili v tem športu ljubosumni drug na drugega. V kakšnem športu to zna malce ven udariti. V skokih ne, morda se motim. V bistvu vsi mogoče, je individualen šport, ampak na koncu brez ekipe nisi nič. Tako je. Tudi ekipa brez posameznika. Pa vendar se mi zdi neskončno uživati v ekipnih tekmah. In tudi to, da so zdaj mešane, tudi v bowlingu recimo, smo mi v Sloveniji na državnih prvenstvih uvedli mešane ekipe, 2 moška, 2 ženski, isto v skokih. To so najbolj zanimive tekme. Najbolj zanimive tekme, res. Res je, zato ker je nekako drugače, vseeno hočeš pokazati, da smo najboljši. Seveda. Ekipne tekme so nam bile vedno, ker ni vse odvisno od samo enega, ampak od vseh skupaj. Vsi skupaj morajo narediti svoje, da potem in pomagati najšibkejšemu členu v ekipi. To je pa zlato pravilo timskega duha. Kdaj ste pa prvič slišala za ženske smučarske skoke? Ker verjamem, da za moške ste že veliko prej. Seveda, jaz se spomnim časov. Zdaj, če se spomnite Špela, sem vam na začetku rekla, da imam zelo rada vse športe. Jaz se velikokrat pošalim in rečem, da ko so olimpijske igre, gledam tudi moderni peteroboj, če ga le prenašajo. Okay. Vse športe, vse me zanima. In seveda sem kot mlada punca gledala zimske športe. Pri nas doma je sobote, nedelje bilo vedno dopoldne, smo gledali biatlon, alpsko smučanje, smučarske skoke. To je nekako v spominu mojem iz otroštva. Jaz se spomnim seveda, Primoža Vlage, Francija Petka, Franka še vedno, ko se kdaj srečavam, povem, kako goreče sem za njega navijala, kasneje Primoža Petrke, vseh teh zlatih fantov. In moram reči, da sem se velikokrat spraševala že takrat, pa zakaj za božjo voljo pa punce ne skačejo. In takrat sem vedno potem gledala, v katerih takih, bom rekla, bolj moških športih dekleta najdemo. Potem sem najdela, da v Ameriki lepo ženske hokej igrajo, recimo izrazito tak moški šport. Ženske v boksu, v borilnih športih. Kdaj bo punce začele skakati? No in vam izdam eno skrivnost. Kdaj sem jaz začela ženske skoke bolj pozorno spremljati? Leta 2014. Prva zmaga v svetovnem pokalu. Čigava je bila? Vaša. Vaša, spoštovana Špela. In takrat sem jaz zastrigla z ušesi. Skratka, to je zdaj 10 let nazaj, 11. In takrat sem spoznala, da se zdaj tudi v ženskem skakalnem športu seveda stvari odvijajo na pravem nivoju, da to niso več samo medcelinski pokali, da je to zdaj res svetovni pokal in da tudi punce znajo in zmorejo. In mi je bilo fino. In od takrat naprej seveda spremljam. Zdaj sem počaščena. Ker bodite. Ste orali ledino. Bodite počaščeni, tega vam nihče ne bo mogel vzeti. Prva ženska zmaga v svetovnem pokalu, slovenska, je vaša. Jaz sem prva predsednica v zgodovini Republike Slovenije in naj vam izdam še eno skrivnost. V moji pisarni na posebnem mestu stoji slika z 2 zlatima medaljama in 1 srebrno medaljo gospe Marike Kardinar, keglačice, ki je osvojila prve medalje na mednarodnem nivoju za Republiko Slovenijo. Toliko mi pomeni šport in to so stvari, ki jih vam ne bo nihče mogel
izpisati iz zgodovine, ne gospe Marike Kardinar in meni kot prvi ženski predsednici v zgodovini. Tako da bodite počaščeni, naj vas ne bo nikoli sram povedati, da ste prva, ki ste to dosegli. Ste vi mogoče na to še toliko bolj ponosna, da ste vi kot prva predsednica Republike Slovenije? Seveda sem prebila nek stekleni strop, ki pot ni bila lahka. Veste, to je kar precej žensk pred menoj je meni tlakovalo pot do te pozicije. Ampak če sem čisto iskrena, si pa ne bi želela, da bi se me zapomnili samo kot prvo žensko predsednico. Sigurno, da ne. Morda še po čem drugem. Sigurno, da ne, ampak je pa vseeno lepo, ne, da si prvi. Ja, si prvi, no. To je zapisano v zgodovino, tako kot vaša zmaga v svetovnem pokalu. Zelo rada imate adrenalin, sem nekje zasledila. Ja, vse živo sem že probala v teh adrenalinskih bungee jumping, če se pa še niste, kaj bi si želela preizkusiti? Bob. Bob? Sam ne kot voznik, da me posadijo v bob in da me peljejo. 200 km/h pa tisti bob stezi. To bi pa bil nek challenge. To je kar adrenalinsko. Ja, bi rekla. Ja. Mogoče bomo pa uredili. Skočiti pa ne bi upala. Ja. Čeprav moram reči, moj ati je nam vedno tam v enem gozdičku pri naši hiši vsako zimo naredil skakalnico. In smo skakali z alpskimi smučkami, seveda, mulci. In jaz sem vedno rada skakala. Ne vem, tam 10-12 metrov, mislim, da je bil moj rekord na alpskih dilcah. Ampak to, kar pa ste vi počeli v vaši športni zgodovini in to, kar danes gledam. Jaz sem šla enkrat na vrh planiške velikanke, pa sem zelo adrenalinc. Prideš gor, pogledaš dol in si misliš, takrat je bil zipline speljan poleti. Zipline je meni piece of cake, to je bilo meni prepočas. Ampak da bi kdo rekel, da se smučkam samo po hrbtišču pelem do dol. Ampak veste, da se je težje peljati po hrbtišču, kot dejansko skočiti. A res? Res, ker je meni osebno je bolj strašno, ker se peleš, ker pač ko skočiš, letiš in je bolj se počutiš. Kakšen občutek je to? Bolj dobro, ne? Zelo težko je koliko je vaš rekord špela? 140. 140. Zdaj so ženske že precej imajo. Seveda, ker koliko je svetovnih zdaj? 200? Čez 230. Ja. Ja, ampak prej pač ni bilo dovoljeno iti na letalnico. Na velikanke, točno, ja. Zdaj pa vendarle tudi punce lahko gredo. Hvala Bogu, lepo so pokazali in lepo so leteli. To so taki občutki, zelo težko jih upišeš nekomu, ki pač tega ni. Ja, mi tako do spodi gledamo, kako vi tam letite, pa nas dol gledate. Tak lep šport je v bistvu, no. Zgleda sicer zelo nevaren. Ampak ravno ta adrenalin te nevarnosti in tega, to te... Se to da skoraj vsakem športu, malo adrenalina, malo nevarnosti, ampak tle še bolj izrazito, no. Gor si res odvisen sam od sebe, a ne. Torej ne bi poskusila smučarskih skakov. Mislim, da ne. Razen, vsaj kakšna taka otroška, tam kaj enih 5 metrov. Veste, na Ljubnem je pripeljejo mini planico. A res? Hoče bi tukaj da bi... Pa da se še enkrat zlomim. Ne. Bi probali, da se ne me provocirati. Ja, pa slišala sem, da ste zbirateljica sov. Res je? Mi smo zelo lep pokal, tako zlato sovo. Mogoče, če bi se preizkusila na skakalnici, mogoče bi uredili to sovo. Da dobite to sovo. Da gospe Prevc vzamem pokal z enim takim zelo, z 2 dobrima skokoma in še kvalifikacije. Ne bi šlo. Kako to, da zbirate sove? Ne vem, to je bilo tako zelo slučajno. Jaz sem zelo veliko potovala po svetu in ko sem šla prvič v Grčijo, v Atene, tam na vsakem koraku vidiš Atenino sovo. Starogrški kovanec za Atenino sovo. Sove. In takrat sem jih kupila enih 10. Okay. In potem sem jih doma postavila na poličko in prijatelji so prihajali na obiske, so te sove opazovali in potem so začele kar prihajati za novoletna darila, za rojstni dan. In zdaj je že okrog 3000. Wow. In nimam 2 enakih. 3000 in nimate 2 enakih. Tako je, ja. Wow. To je že kar ena taka obsesija za temi sovami. Pa še en razlog vam bom povedala.
blazno fascinantna ptica, se mi zdi ta sova, zaradi tega, ker lahko glavo 360 stopinj obrača naokrog. Ta vidi nazaj, naprej, levo, desno. Vse pod nadzorom. Vse vidi. Vse vidi. Zanimivo. Nisem vedela, da imate toliko veliko. Posod so, na posteljnini, na lustru, na stolu, rezlane. Sove. V vaši pisarni jih imate koliko? Ste šli pogledat, Okay. veliko. Zdaj že dobivam za protokolarna darila od kolegov, predsednikov in predsednice. Par lepih je tlele v zbirki. Okay. Jih bom pokazala. Ok, bomo pogledali. Bela? Da se vrnemo malo nazaj. S katerim športom ste pa mogoče imela tudi željo se ukvarjati, pa se mogoče niste? Meni je recimo blazno lep šport odbojka. Zdaj, v rokometu sem se navadila kontaktov. Rokomet je v bistvu zelo groba igra. Pač to je tak šport. To, kaj smo vse počeli drugi med tekmo, bož, da vam ne razlagam teh zgodb, pa nešteto poškodb, počenih kosti in tako naprej. Ampak Nataša je zelo hitro ugotovila, da 1,65 m seveda za ta šport ne bo dovolj. Tako da odbojka mi je recimo bila ena taka lep šport. Ampak sem potem kar ostala v rokometu. Ampak dvoranska odbojka ali na mivki? Dvoranska, takrat na mivki še ni bilo, ko sem jaz igrala rokomet. To je bilo tudi, recimo, je bil en šport v povojih. Ja. Katera poškodba je bila pa tista najhujša mogoče? Sprednja križna vez na tekmi, oziroma ne, kakšna tekma. Povabili so me na trening, ker so slovenske rokometašice želele oditi na veteransko evropsko prvenstvo v rokometu. So mene povabili, ker so iskali pač starejše dame, ki so rokomet včasih igrale. In pridemo na trening in trening tekma z mladinkami Krima. In seveda, jaz mislim, da to je stvar. Z mladinkami Krima, može, ne. Pa je to. Stopila sem na črto od avta, me spodneslo in nisem mogla vstati. Totalna sprednja križna vez potrgana. Okay. Nisem mogla stati in to je bila v bistvu najhujša poškodba. V rokometu, enkrat sem bila vratarka na začetku, sem dobila en šus v roke, mi je roko tako zasukal, da mi je tlele kost počla, mal gips. To je pa to. To je to od mojih športnih poškodb. Ampak potem so smučarski skoki nevarni, ne bi rekla. Zvini gležno v rokometu, to so konstanta, to je nič takega, ampak to sta bili edini dve moji poškodbi športni. Pa imate posledico pri kolenu še vedno? Ja, sem 5% invalid, po karakteristikah zavarovalnice. Ni več seveda koleno tako gibljivo. Je pa zanimivo, so bila na rehabilitaciji skupaj z Matjažem Brumnom, rokometašem, ki se je tudi takrat poškodoval. In koliko je on tam pregaral, jaz sem bila bolj penzička, nisem tako garala kot ona, ne. Ampak za voljo in seveda, dobro, mlado telo se hitreje regenerira. Jaz sem takrat Matjaža res opazovala, kako se je nagaral, hitro prišel k sebi. Tudi danes pogledaš, ne vem, športnice v alpskem smučarju, dekleta s poškodovanimi koleni in to so čez 3-4 mesece že nazaj. Ne. Tudi medicina danes je stvari drugače celi in poškodbe so del športa. Ne. Ste vi bili kdaj poškodovani? Moram potrkati. Ste kdaj padli tako, da vas je bilo, da ste rekli, nikoli več ne grem na skakalnico? Padla sem, ampak tak padec, da bi rekla, nikoli več ne grem nazaj. Se pa ni zgodil? Ne. No, to je v redu. Tudi vedno, ko si padel, če ni bilo neke poškodbe, vedno si mogel iti še enkrat, da greš čez to in da ti ne ostane nekak ta padec noter. No, evo. Dobar, imate cela kolena. Še zdaj ste v smučarski penziji. Ja. Lahko še grem normalno smučati, ne vem pa, če bi šla še kdaj skočiti. Zdaj, če mene vabite, da grem na uno mini planico, moramo jeti skupaj. Se bomo dogovorili. No, vala. Ampak se mora potem danes dogovoriti, ker obedve mora malo potrenirati, da ne bo. Dobro, sej prebolinku tudi verjetno kaj trenirate. Seveda, ja. Zdaj sicer precej manj, kot sem včasih, je toliko enih obveznosti. Na tej funkciji je veliko v popoldanskem času. Se sem vesela, veste, ljudje so zelo veseli, ko pridem na te prireditve, ampak te so v glavnem tam od 5 naprej. Nič mi ni težko, zelo rada grem. Jaz sem najbolj srečen človek, ko sem med ljudmi. Ampak to pa seveda pomeni, da trening vsak četrtek ob 5 veliko krat odpade. Kako pa izgleda trening bowlinga?
Zdaj tisti čisto pravi trening je cela znanstvena fantastika. Ne? To je moderne tehnologije, so od laserjev, ki ti narišajo pot na stezo, po kateri moraš vršiti kroglo, od ovir, ki ti jih postavijo, ne, da recimo imaš tako oviro spredje, da moraš kroglo čez vršiti ali pa spodaj, moraš zelo natančno zadeti, potem ti na stezo narišajo take trakce, da moraš kroglo tako vršiti, da ti pri trakcu začne zavijati, da ti pade v strajk. To je kar muka. Predvsem je pa največja muka za vse bowlingaše čiščenje. Ne? Zdaj v bowlingu je tako, če vržeš strajk, torej podreš vseh 10, drugega meta ni. X, Če pa nisi vseh podaril, moraš pa čistiti. In to je potem samo mišični spomin in natančnost. Najtežja kegla sta 70, to sta te dva na robu. Ko ti res krogla gre tam po robu, ne veš, upadla v kanal ali bo podarila ta kegel na robu ali ne bo. In to je drill in še enkrat drill. Ampak je dejansko možno, da zbijete pol oba dva te dva? Se da. Ampak meni to ni ratalo. Ne. To je sicer malček tudi od sreče, zato ker pri bowlingu je tako, da se tudi, če se od stene odbije na drugo stran, velja. En kegel toliko prebiješ, da pade v steno in od stene v ta kegel. Prvič moraš imeti brzino. Treniranje brzine, takega čiščenja, to so krogle, ki letijo od 40 do 45 km/h. Da ima dejansko vržete 45 km/h? Jaz ne, fantje, recimo. Koliko pa gre? Moja brzina je tam maksimalna, tam 31-32 km, v klasičnem metu je med 20 in 25. To je ta met, ki gre lepo tehnično. Ko rabaš moč, podreti več keglov, recimo, to je tako pri biljardu, ki zračunaš pod katerim kotom mora krogla udariti keglu, da podreš ostale. Moraš pa povečati hitrost, seveda, da je udarna sila večja. Nikoli si nisem predstavljala, da je to cela znanost. Vam povem, Špela, cela znanost. Moram biti zdaj na bowling. Dobrodošli. Kako pa vi zdaj, ko spremljate smučarske skoke z vsemi temi novimi pravili, ki jih imamo, kako je razumljivo to, ko so zdaj te veterne izravnave, pa nekdo skoči ful daleč, pa ne zmaga? Tako se zdi, da so s temi pravili poskušali narediti neke relativno fair pogoje za vse. Jaz zdaj sicer ne vem, kako tekmovalci na to gledate, ampak jaz kot gledalka si mislim, dobro, računalnik je zračunal, toliko je bilo vetra v hrbet, taki odbitki, 3/4, in pa vidiš, prvo mesto, drugo, ne. Sprejmeš. Pravila so verjetno z nekim tehtnim premislekom bila upeljana, zdaj je to bolj korektno ali ni, boste vedeli več vi. Meni se zdi dovolj korektno, ko spremljam, da če nekdo ima pomoč vetra, da je to nekaj, kar ni odvisno od njegovega znanja in opreme, ampak od narave, da se tam poskuša izenačiti pogoje. Je pa zelo zakomplicirano, po mojem. Vsekakor mislim, da je nekako bolj fair, nikoli pa ne bo vse naj to zunanji šport, ne moreš imeti vpliva. Ampak tako vprašam vas zaradi tega, ker velikrat dobimo vprašanja mogoče od kakšnih, ki spremljajo tekme. Včasih je šel daleč, je najdel skočil, je zmagal in to je bilo to. Zdaj moramo počakati, da se vse zračuna. Zato vas sprašujem. Smo se navadili. Kako pa mislite, da so pomembne te organizacije mednarodnih tekmovanj? Absolutno je to zelo pomembno. In jaz mislim, da smo preko organizacije športnih tekmovanj na najvišjem mednarodnem nivoju naredili veliko dobrega za Slovenijo, za prepoznavnost te naše čudovite Slovenije v smislu turističnega promotivnega značaja, tudi v športnem pogledu, zdaj, če sploh v smučarskih skokih pogledamo, v koliko reprezentancah imamo slovenske trenerje, pomočnike trenerjev, serviserje. Vse to je neka dodana vrednost za poklice v športu. Slovenija je absolutno prepoznavna kot športna dežela. Velikokrat, veste, me državniki vprašajo, pa kaj za vraga vi v Sloveniji počnete, da ste vedno pri vrhu po številu medalj na prebivalca? Ne vem, je največkrat odgovor, lahko si mislim, da je to neka športna politika v klubih, šolah, ki na koncu izvrže ven te talente v tako veliko športih. Preprosto pa slovenska duša se mi zdi ena taka zelo, zelo
športna, pa ne v tem negativnem pomenu besede, da bi bili zdaj Slovenci ne tako rivalsko tekmovalni, morda kdaj v politiki smo premalo, smo morda kdaj tudi premili, ne? Ampak šport je preprosto slovensko srce, no? To nam je v DNK-ju. Gre z roda v rod. Kako se vam pa zdi, da imamo poskrbljeno prav za podmladek, za mlade športnike, ne zdaj ta vrhunski nivo, ki pač seveda moraš prijeti res trdim delom, pa kako se vam zdi na začetku poti športnikov? Odvisno od športa. Zdaj v enih športih manj, v enih bolj, verjetno nogomet, košarka, tudi rokomet, odbojka, te timski športi, v katerih Slovenija dosega izjemne uspehe in glede na število prebivalcev, veste, nas res gledajo z občudovanjem. Jaz sem bila letos na olimpijskih igrah v Parizu in prvič v zgodovini smo mi s 3 ekipami, ženska in moška v rokometu in odbojkarska moška, prišli na olimpijske igre. Pazi, to je najvišji rang tekmovanja na tem planetu. V kakšnih drugih športih je to morda malce težje, ampak se mi vseeno zdi, da je proces skozi osnovno šolo tisti, kjer se išče talente in ta odnos med učitelji športne vzgoje in trenerji v klubih, da je to ena taka sinergija, ki prinaša rezultate, ne? Seveda je tudi, zdaj, če me vprašate kot političarko, zelo, zelo pomembno, kako država gleda na šport in na šport danes gledamo zelo resno. Ni naključje, čeprav morda na začetku smo bili malce skeptični, da je šport šel pod gospodarstvo, vendarle je šport ena velika gospodarska panoga. Jaz sem se mogoče majčkeno bala, da bomo izobraževalni vidik morda malce zanemarili, ker je šlo to pod ministrstvo, ki z izobraževanjem nima nič, ampak tako kot spremljam, je to sodelovanje med ministrstvom za gospodarstvo, šport in ministrstvom za šolstvo dobro, ne? To so tiste sinergije, ki jih potem rabiš, da si uspešen. Država mora zagotoviti infrastrukturo, mora zagotoviti neke politike, ki omogočajo rekla kakovostno vadbo, izobraževanje na fakulteti za šport. Ne pozabiti, da tam zelo, zelo veliko pripomorejo k temu, da smo uspešni v športu in nenazadnje tudi Slovenski olimpijski komite. Veste, in ko vse to skupaj povežeš, je zgodba, ne bom rekla čisto popolna, ampak blizu popolnosti. Vseeno je pa največja dodana vrednost za to, da se mladi odločajo za šport, uspeh vrhunskih slovenskih športnikov. Sigurno. Vi si lahko samo predstavljate, koliko je danes interesa v Sloveniji za plezanje zaradi Janje Garnbret. Koliko je interesa za smučarske skoke zaradi ledine, ki ste jo orali vi, spoštovana Špela, in to, kar danes počne Nika Prevc. Vse to prinese na koncu nek rezultat. Vsak da svoj kamenček v ta čudovit mozaik slovenske športne duše. Še vedno je na koncu skupaj zmoremo vse, vedno. Drži. Vse, ajde, bodiva malce bolj previdni, ampak zagotovo pa več. Ste bila prisotna na olimpijskih igrah ob kateri od zlatih medalj na zadnjih poletnih in na zimskih olimpijskih igrah? Na zimskih nisem bila, letos pa prvič seveda na letnih olimpijskih igrah. Žal nisem bila prisotna, ko je zmagala Janja Garnbret. Sem bila že doma, takrat sem bila prvih 5 dni, ko so bili na sporedu slovenski timski športi, tako da sem gledala in odbojko in rokomet in moške in ženske. Itak je rokomet ena moja velika ljubezen. Mimogrede, ne, prej so govorili o navijanju. V rokometu bi se včasih tako sketne snela, bi rekli pri nas na Gorenjskem, seveda moram zdaj paziti, ampak tam se pa res jezim včasih na sodnike, no. Sem ravno hotela vprašati, če se poznam jezite pravila, vem, ne, sem sama vse to čez dala in tam si čas mislim, kaj je zdaj to bilo, ne, ampak sodnik ima vedno prav na koncu, tako pač je. Ja, tako da slovenske medalje, 3 medalje, res tako zelo vesela. In tudi na paralimpijskih igrah, veste, ne tega vreči čez ramo, to, kar paralimpici naši zmorejo in pokažejo na paralimpijskih igrah, je vsega občudovanja in pohvale vredno, no.
Jaz osebno mislim, da oni vlagajo še več kot mi vsi ostali, glede na to, kakšni hendikepi preko sebe morajo iti kot nehendikepiranje. Jaz jih občudujem, da zberejo toliko moči in grejo čez sebe in še vedno dosegajo take rezultate, ki lahko samo gledaš. Res je. Bodimo ponosni tudi na njih. Saj smo. Moram reči, da smo. Tudi sem vesela, da je država se odločila in izenačila nagrade za olimpijske medalje in za paralimpice in za olimpice. Se mi zdi to govoriva o načelu enakosti, tudi v tem pogledu. Pravi korak. Tako je. Zdaj se pa posvetiva še, povedala ste, da se boste udeležila tekme na Ljubnem. Bom punce pripravila, da pridete. Kar povejte jim, z največjim veseljem. Imate mogoče vi kot predsednica kakšno povabilo posebno za naše gledalce, navijače za tekmo na Ljubnem? Če na tekmo ne prideš, pa zdaj, če govoriva o Ljubnem, morda je malce bolj znana Planica, to je res tak slovenski praznik. Nikoli ne boš začutil tega športnega slovenskega duha med navijači in športniki. Biti tam v živo je povsem druga zgodba, kot to gledati po televiziji. In res priporočam čisto vsakomur, ki ima rad šport, ki gre rad v naravo, ne nazadnje, naj pride na Ljubno. To bo zagotovo lepa tekma z veliko srčnimi navijači, predvsem pa z našimi srčnimi damami, ki bodo pokazale, kaj zmorejo. In zmorejo veliko. Skupaj bomo glasni, ampak bomo se zadržali, če nam kaj ne bo prav. Veste, mislim, da sem ravno pred dnevi poslušala eno gospo, ki se je udeležila tekme na Koroškem, ženske skakalne tekme, in so delali reportažo in se je vprašali, kako pa to, da ste prišli na tekmo, zakaj prihajate na tekme. In je tako en lep stavek povedala. Rekla je: prišla sem navijat za čisto vsa ta pogumna dekleta, še posebej pa seveda za naša. Navijati je treba za vse, za svoje, za naše. Pa še malo pa malce bolj srčno. Najlepša hvala, da ste si vzela čas. Res mi je bilo čas, da sem se lahko pogovarjala z vami in vas čakamo na Ljubnem. Z veseljem in se tudi jaz veselim že te tekme. In res, pridite na Ljubno, ne bo vam žal. Hvala, ker ste naju spremljali. Pogovor je bil sigurno zanimiv in se vidimo naslednji teden v naslednji epizodi.